No pa še ena trditev je, ki zasluži odgovor pri gospodu Potrču, ki kot posebej pomembno, kot ključno postavlja, da bodo preučili vlogo medijev in jo okrepili v smeri neodvisnosti in svojega partnerstva. Ja, najlepši odgovor, ali pa če želite najbolj popoln odgovor, gospodu Potrču je ponudil kar zdaj že bivši odgovorni urednik časopisa Delo, ki je povedal, da je lastnik tega časopisa oziroma celotne časopisne hiše, gospod Boško Šrot, na nekem sestanku zahteval, da se ruši Janeza Janšo in na vse kriplje podpira Boruta Pahorja oziroma SD. Če je to partnerstvo, potem seveda razumem, o čem je gospod Potrč govoril. Drugače bi pa gospod Potrč zelo dobro naredil, če bi se do teh stvari zelo jasno opredelil in se bi seveda tudi takrat, ko je bil za to čas, kajti zdaj je to že časovno kar nekaj časa nazaj, distanciral od tega dogajanja, ki smo mu bili priče in ki seveda zelo jasno pove nekaj. Nekoč sta se pač dragi Borut in dragi Tone Kregala, kdo bolj obvladoval medije, konkretno sta takrat govorila o nacionalki. Danes sta itak oba skupaj, tako da tega prepira vsaj ni več. Točno se ve, kdo in kaj je kdaj obvladoval, točno se ve, kdo in kaj želi kaj obvladovati in točno se ve, kdo se spreneveda. Kajti vse to govorjenje gospoda Potrča in SD-ja je čisto sprenevedanje in je verodostojno točno toliko, to upam, da sem z vsemi temi argumenti jasno osvetljiv, kolikor je verodostojen novopečeni veliki zvezdnik SD-ja, gospod Rop, ki na njihovih tiskovnih konferencah upije, da se bo pod SD-jem politika umaknila iz gospodarstva, je pa to točno isti gospod Rop, ki smo ga videli, ko je upil na gospoda Zorana Jankoviča. Jaz sem te nastavil, politika te je nastavila, zapomni si ga, politika te je nastavila. Verodostojno nikaj. In potem mi se ne čudijo, če jim javnomnenjske ankete v tem trenutku ne kažejo, več kaj prav zelo posebno dobro, kajti seveda ljudje so zelo pametni in ne prenesejo, da jih nekdo očitno vleče za nos. In v tem primeru, oprostite, ko se govori o civilni družbi, v tem primeru, ko se govori o ravnanju in odnosu do javnih glasil, o obvladovanju medijev strani kapitala, kar konkretno govori Potrč, je situacija popolnoma jasna. Gre za točno krog gospoda Potrča, SD ali pa, če želite, tranzicijske levice, kot jo v Sloveniji poimenujemo in ki je zastopana sedaj v strankah Zares, SD in pa LDS, kolikor je pač od nje še ostalo.